Hospitalne infekcije oziroma bolnišnične okužbe so zelo velik ekonomski problem in so tudi zelo pogoste. Dostikrat se sploh ne zavedamo, kako pogosta je ta stvar. Nas kot kirurge najbolj zanimajo okužbe kirurških ran. Prizadenejo približno 5 do 10% bolnikov, so v bistvu najpogostejša bolnišnična okužba operiranih bolnikov. In to so tudi velik vzrok za smrtnost in obolevnost. Te okužbe kirurških ran se dostikrat sploh ne opazijo. Problem je, ker jih dostikrat vidimo komaj takrat, ko bolniki zapustijo bolnišnico. Problem je tudi v tem, da okužbe kirurških ran povzročajo mikroorganizmi, ki so prisotni vsepovsod. Najpogostejši vzrok za pojav okužbe je sam bolnik. V polovici primerov so njegove bakterije, medtem ko v 30% potem nekje pripisujejo okužbe osebju, v 20% pa vsem drugim dejavnikom, med katere spada seveda tudi okolje, voda, zrak in še drugi dejavniki. Pa vi boste operirani naslednji teden. Povejte mi, kadite? Ne. Ne. V redu. Kako je s prehrano? Načeloma jem 4-krat na dan. Prva je ta predoperativno obdobje, se pravi doma, kjer bolnik lahko veliko stori tudi sam, kot je recimo bolnik skrbi za dobro imunsko odpornost, se pravi dobro prehrano. Zdaj imamo vedno več starejših bolnikov, ki jemljejo številna zdravila, ne nazadnje tudi imunosupresivna zdravila. Vsi ti so bolj izpostavljeni okužbam, vendar teh zdravil načelno ne moramo prenehati jemati. Vendar zdravniki se moramo tega zavedati. Povejte mi, kako imate kakšne spremljajoče bolezni, sladkorno bolezen, recimo, jemljete kakšna zdravila? Ne. Če pa je sladkor neurejen, so pa okužbe 2 do 3-krat pogostejše. Potem kajenje, hrana, okužbe na drugih delih telesa. Pred operacijo, preden boste prišla, se prosim zvečer stuširajte celo telo, umijte lase, dlak si ne odstranjujte doma, jih bomo odstranili mi, s strižnikom, ne z brivnikom, zaradi tega, da ne poškodujemo kože. Veste, koža ima največ bakterij in lahko potem povzročimo vnetje in tudi večje število okužb kirurške rane. Če je operacija predvidena, tako da lahko jo prilagodimo termin operacije, potem poskušamo na te dejavnike seveda vplivati, jih izničiti. Medtem ko če pa je operacija urgentna, je seveda pa na to ne moramo vplivati in je potem seveda okužb bistveno več. Potem so še drugi številni ukrepi, kot so recimo ukrepi osebja, zaščita z maskami, haljami, razkuževanje, kirurško umivanje rok in tako naprej. Uporaba antibiotične profilakse pred operacijo, normotermija bolnika, med operacijo bolnika ne sme zebsti, mora imeti normalno temperaturo. Od leta 2013 naprej so v veljavi uporaba antimikrobnih oziroma bioaktivnih šivov, ki jih je recimo so vnesli v smernice tako Angleži kot recimo Svetovna zdravstvena organizacija, vendar ne more pa nadomestiti še kakršen koli material dobre kirurške tehnike, brez tega žal ne gre. Danes v Sloveniji nimamo točnega števila, koliko sploh je okužb kirurških ran. Ker, če bi to imeli, potem bi lahko dosti boljše ukrepali. Zelo pomembno je spremljanje okužb kirurških ran. Ravno zaradi tega sva z docentom Trotovškom se malo bolj potrudila in napisala ena priporočila, ki sva jih povzela po Svetovni zdravstveni organizaciji. To se nam zdi zelo pomembno, da bi to nekako premaknili, da bi prišli nekako na nivo razvitejših držav in bi na ta način res, ne samo za bolnika, tudi sistem bi od tega imel nek dobiček, jaz mislim.